svečani akademiji ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenske Konjice. Čast našega prihoda smo postrojeni gasilci, častni četi Gasilske zveze Slovenske Konjice. Dobrodošli. Hvala lepa, lahko nadaljujete z vašimi poveli in potem tudi zdaj samo izvedbo. Tovariši gasilci, službe ljudstva, na pomoč! Prosim za vašo pozornost. V dvorano prihaja predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Janko Cerkvenik, v spremstvu predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Tomaža Paholeta, ter poveljnika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Avguština Hlasteca. Najplapolanje praporov priča o 70-letni zgodbi, zapisani v srčnosti, predanosti in neštetih dejanjih pomoči. K slovesnemu prihodu vabim praporščake gasilskih društev Gasilske zveze Slovenske Konjice. Gasilcev naj stopi vsak, da čuvamo ljudsko imetje. Požar nam sovražnik, edini je vsak, ko čuvamo naše imetje. Fantje, dekleta, žene, možje, pridružijo vsi naj se četi, da bomo sposobni in močni dovolj pomagati vsakmu v nesreči. Brali smo vrste tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v borci tovariši. Brali smo vrste tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v gorci tovariši. Na pomoč, na pomoč, na Spoštovani prijatelji gasilstva, dobrodošli na slavnostni akademiji ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenske Konjice. Današnji večer je posvečen zgodbi, ki je mnogo več kot samo številka 70. V 7 desetletjih se je namreč razvila mreža prostovoljstva, ki jo danes sestavlja skoraj 1000 gasilk in gasilcev v naši občini. Močan, ponosen in srčen steber varnosti, ki mu domačini zaupamo že generacije. Letos v Sloveniji 70-letnico obeležuje kar 45 gasilskih zvez, kar je Gasilska zveza Slovenije proslavila svečano akademijo konec oktobra na Brdu pri Kranju in z izdajo zbornika Razvoj gasilskih zvez v Sloveniji, v katerem so zbrane vse zdajšnje slovenske gasilske zveze ter opisan njihov razvoj, med njimi tudi naša. Gasilska zveza Slovenske Konjice je zrasla iz skromnih temeljev, o čemer priča tudi jubilejna kronika
zapisana z izkušeno roko dolgoletnega kronista konjiškega gasilstva, tovariša Florjana Jančiča, in ki je ravno v teh dneh ugledala luč sveta. Skozi desetletja se je gasilska zveza razvijala, se prilagajala, napredovala, a vrednote so ostale enake. Srčnost, nesebičnost, tovarištvo in pripravljenost pomagati tam, odkoder sicer vsi najraje zbežijo. Ob letošnjem jubileju se poklanjamo prav vsem ustanoviteljem, vodstvom društev, veteranom, mladini, mentorjem in današnjim prostovoljnim gasilkam in gasilcem, ki pogumno stopajo v nove čase. Spoštovane in spoštovani, ob tej priložnosti k pozdravnemu nagovoru na oder vabim predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Tomaža Paholeta. Spoštovani vsi zbrani, tovariši in tovarišice, gasilke, cenjeni gostje, z velikim ponosom vas pozdravljam ob 70. obletnici Gasilske zveze Slovenske Konjice. Danes počastimo tradicijo, poslanstvo in predanost vseh, ki so v 7 desetletjih soustvarjali našo zgodbo. Dovolite mi, da v naši sredini toplo pozdravim predsednika Gasilske zveze Slovenije, tovariša Janka Cerkvenika. Župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca, poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Bojana Podkrajška, predstavnico Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije iz postave Celje, gospod Barbaro Lipovec, predsednika Celjske regije in dobitnika priznanja Matevža Haceta, tovariša Ivana Jezernika, poveljnika Celjske regije, tovariša Bojana Hrebevnika, poveljnika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Avguština Hlasteca, častnega predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Stanislava Hlasteca, častnega poveljnika Gasilske zveze Slovenske Konjice ter nagrajenca kipca gasilca, tovariša Karla Juharta, sekretarko Rdečega križa območne enote Slovenske Konjice, gospod Renato Gabrovec, častnega občana občine Slovenske Konjice in dobitnika državnega odlikovanja Republike Slovenije, tovariša Florjana Jančiča, predsednike in poveljnike ter predstavnike gasilskih zvez Celjske regije in sosednjih gasilskih zvez Slovenska Bistrica in Žalec, predstavnike pobratene vatrogasne zajednice grada Zabok, urednika knjige gospoda Blaža Propotnika ter prejemnike najvišjega gasilskega priznanja Matevža Haceta in kipca gasilca, občinske svetnice in svetnike, predstavnike lokalne skupnosti in gospodarskega življa, gasilke in gasilce, občane in občani. Še enkrat dobrodošli v Domu kulture Slovenske Konjice. Biti danes tukaj, pred vami, ob takšnem jubileju, je čast, ponos in odgovornost. 70 letij našega delovanja ni le niz letnic, temveč mogočen spomenik delo generacij pred nami, ki so s svojimi rokami, svojim znanjem in predvsem s svojim srcem zgradili zvezo, kakršno poznamo danes. 70 let je doba, v kateri se marsikaj spremeni. Tehnologija, družba, svet, toda nekaj ostane nespremenjeno. Gasilska srčnost, tovarištvo in zavezanost pomoči. Te vrednote, ki so bile nekoč temelj, ostajajo temelj danes in bodo temelj tudi v prihodnosti. Ko se ozremo nazaj, vidimo pot posuto z mnogimi izzivi,
a še z več uspehi. Vidimo razvoj društev, nastanek novih enot, številne intervencije, nešteto ur usposabljanj, vaj, tekmovanj in najbolj dragocenih trenutkov rešenih življenj, zaščitnih domov in povrnjenja upanja v najtežjih urah. Naša zgodovina ni napisana v knjigah, čeprav bomo danes pregovorili tudi o tem, temveč je zapisana v dejanjih ljudi, v pogumu, v predanosti in neizmerni volji do pomoči. Draga mladina, vi ste nekaj najdragocenejšega, kar ima naša zveza. V časih, ko se svet okoli nas hitro spreminja, vi ohranjate vero, da bodo gasilske vrednote živele naprej. Vaša zagnanost, udeležba na vajah, tekmovanjih in taborih je najboljši pokazatelj, da je prihodnost slovenskega gasilstva svetla. Vi niste le nasledniki, vi ste graditelji prihodnosti. Naj vas druženje, ekipni duh in plemenita gasilska misija spremljajo vse življenje. Hvala mentorjem, ki vam stojijo ob strani in vas vodijo z znanjem in izkušnjami. Drage članice, vaš prispevek je neprecenljiv. V vsakem društvu puščate sled topline, predanosti, organizacije in sodelovanje. Sodelujete na vajah, tekmovanjah, prireditvah, izobraževanjih, številne med vami pa tudi v operativi. In pri tem dostikrat opravljate dvojno delo, doma in v društvu. Vaša prisotnost daje gasilstvu ravnovesje, bogatstvo in širino. Brez vas gasilska zgodba ne bi bila tako polna, tako človeška, tako močna. Hvala vam za vsak trenutek, ki ga darujete skupnosti. Iskrena hvala vsem operativnim gasilcem, ki ste prva linija pomoči. Vi ste tisti, ki stopite v ogenj, v vodo, v temo, nevihto. Vi ste tisti, ki zadoščenje niste nikoli odšli na intervencijo, a ste se vedno vrnili z zavestjo, da ste storili prav. Vaše delo zahteva znanje, moč, odgovornost in pogum. Zahteva uro izobraževanj, pripravljenosti, odrekanj in nešteto trenutkov, ko zazvoni pozivnik, vi pa brez oklevanja stopite na pot, ki je nikoli ne poznate vnaprej. Vaša profesionalnost je razlog, da nas ljudje cenijo, da nam zaupajo in da smo v naši občini ter širši regiji sinonim za varnost. Zahvaljujem se vam iz srca, spoštovani veterani. Vi ste najdragocenejši čuvaji naše zgodovine. Danes nas imajo ljudje za heroje, junake, vendar daleč od tega. Junaki ste prav vi ali vaši predhodniki. Vaše roke so gradile domove društev. Vaše znanje je oblikovalo prve operative. Vaša predanost je navdihovala mlade. Vaša moralna drža pa je bila zgled generacijam. Brez vas danes ne bi stali tukaj, ponosni, organizirani in povezani. Če smo danes močni, smo močni zaradi vas. Če smo spoštovani zaradi temeljev, ki ste jih vi postavili. In če smo ponosni tudi zato, ker nadaljujemo pot, ki ste jo vi začrtali. Dragi veterani, hvala, ker vztrajate z nami. Hvala za vaše zgodbe, za vaš humor, vaše izkušnje in za vse, česar ne more izmeriti nobena statistika, za srce. Danes ne smemo pozabiti na tiste, ki so pogosto v ozadju, a ključno prispevajo k temu, da lahko upravljamo svoje prostovoljno poslanstvo. Na naše žene, partnerje, otroke in celotne družine. Hvala vam za razumevanje, podporo in potrpežljivost, ko nas doma ni, ko odhitimo na pomoč, ko vadimo, se izobražujemo ali sodelujemo pri akcijah. Vaša tiha moč in nesebičnost sta temelj, na katerem stoji veliko našega dela. Iskrena hvala. Letos posebno obletnico praznuje tudi naš gasilski muzej, ki že 25 let skrbi za ohranjanje naše zgodovine. Ta muzej ni le zbirka predmetov, je živa priča časa, je zakladnica spominov, zbirka ponos in dokaz, kako pomembno je, da ohranjamo spomin na delo generacij pred nami. Vsaka čelada, vsaka brizgalna, vsak kos opreme ima svojo zgodbo
In prav te zgodbe nas učijo, da gasilstvo nikoli ni razvijalo samo od sebe, temveč zaradi srčnih ljudi. Naj ostane kraj ponosa in učenje, ter ostaja svetilnik naše identitete tudi naslednjih 25 let in več. Z veliko hvaležnostjo se poklanjamo tudi delu tovariša Florjana Jančiča, ki je ob tej slovesnosti pripravil in napisal knjigo o našem gasilstvu. To delo ni samo zapis dejstev, je most med preteklostjo in prihodnostjo. Knjiga nas spominja, kako dragoceni so trenutki, ko jih delimo, in kako pomembno je, da ohranimo spomin za prihodnje rodove. Je opomnik, da nikoli ne smemo pozabiti, kdo smo in odkot prihajamo. Tovariš Jančič, hvala vam za vztrajnost, za predanost in za ljubezen do slovenske gasilske zgodovine, ki jo tako skrbno negujete. Vaša knjiga bo ostala dragocen del naše identitete. Ob tej priložnosti pa želim posebej izpostaviti še enega pomembnega člena našega trenutnega delovanja, župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca. Spoštovani gospod župan, iskrena hvala za vaše razumevanje potreb gasilske organizacije, za stalno podporo, za odprt dialog ter za številne projekte, ki jih skupaj uresničujemo. Vaša podpora nam omogoča boljšo opremljenost, sodobnejša vozila, bolj varne pogoje dela in hitrejše odzivanje na intervencije. V imenu celotne Gasilske zveze Slovenske Konjice se vam zahvaljujem za vaš posluh, zaupanje in sodelovanje. Veseli nas, da gasilce prepoznate kot ključni del varnosti in utripa naše občine. Z roko v roki bomo tudi prihodnje gradili varno skupnost, pripravljeno na izzive prihodnosti. Ob visoki obletnici se iskreno zahvaljujemo tudi naši krovni organizaciji, Gasilski zvezi Slovenije. Njeno dolgoletno strokovno vodenje, jasne usmeritve in stalna podpora so pomembno oblikovali razvoj gasilstva v Sloveniji ter nam pomagali ohranjati visoke standarde usposobljenosti in pripravljenosti. Sodelovanje z Gasilsko zvezo Slovenije nam daje trdne temelje za napredek, skupno načrtovanje prihodnjih izzivov in krepitev poslanstva, ki ga gasilci živimo vsak dan. Drage gasilke in gasilci, prihodnost ni nekaj, kar se zgodi samo od sebe. Prihodnost ustvarjamo. Ustvarjamo jo z delom, z obnovo opreme, z izobraževanjem, z razvojem mladine, z vključevanjem članic, s podporo veteranov in močno, dobro organizirano operativno mrežo. Naša zveza je danes stabilna, močna in povezana. In samo tako lahko stopimo v nova desetletja. Pred nami so novi izzivi, od naravnih nesreč do tehnološkega napredka. A nič od tega nas ne more prestrašiti, če bomo ostali to, kar smo že 70 let. Ena družina. Dragi prijatelji gasilstva, naj nas še naprej vodijo 3 besede, ki definirajo naš poklic in naše poslanstvo. Pogum, tovarištvo in srčnost. Naj živi gasilstvo, naj živijo gasilke in gasilci, naj živi Gasilska zveza Slovenske Konjice. Na pomoč! Preden pa nadaljujemo, v naše poslušanje prihaja utrip domačnosti. Moški pevski zbor Društva upokojencev Adolf Tavčar nam bo zapel tisto priljubljeno ljudsko pesem Pleničke je prala v priredbi Danila Bučarja. Pesem, kot vsi vemo, govori o preprostosti, toplini in domačnosti, vrednotah, ki, tako kot gasilstvo, iz roda v rod ohranjajo vez s krajem in ljudmi. Zakaj ima
Gasilska zveza Slovenske Konjice je srce naše skupnosti, ki povezuje več kot 1000 gasilk in gasilcev, ki z izjemno predanostjo, znanjem in čutom za sočloveka skrbijo za zaščito, reševanje in pomoč ob vsaki uri dneva in noči. Njihovo delovanje temelji na prostovoljstvu, na solidarnosti, tovarištvu in medgeneracijskem sodelovanju, ob enem pa ohranjajo tudi pomembno kulturno dediščino gasilstva. Gasilska zveza in občina Slovenske Konjice sta že desetletja trden partner pri razvoju gasilske infrastrukture, opreme, usposabljanj in podpore prostovoljstvu, kar je lepo razvidno tudi iz jubilejne kronike, ki poudarja pomen dobrega sodelovanja med gasilstvom in lokalno skupnostjo. Zato v nadaljevanju na oder vabim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca. Spoštovane gasilke in gasilci, cenjeni gostje, drage občanke in občani občine Slovenske Konjice. Z velikim ponosom in globokim spoštovanjem vas danes pozdravljam na slovesnosti ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenske Konjice. Jubilejo, ki ni pomemben le za vas gasilce, temveč za vso našo skupnost. 70 leti poguma, predanosti in srčnosti je izjemen dosežek, ki ga lahko dosežejo le tisti, ki svoje poslanstvo opravljajo z iskreno željo pomagati. Ko pogledamo nazaj, vidimo dolgo pot številnih generacij, ki so svoje znanje, delo in nešteto ur prostovoljnega služenja gradile v temelje današnje gasilske zveze. Od skromnih začetkov, ko so bile prostovoljne roke in dobra volja najmočnejše aduti, do današnjih sodobno usposobljenih enot, ki se lahko kosajo z najboljšimi v državi. Konjiški gasilci ste vedno dokazovali, da ste hrbtenica naše varnosti. Gasilstvo ni le poklic ali konjiček. Je način življenja, je vrednota. Je pripravljenost pomagati, ne glede na uro, vreme ali nevarnost. In tukaj, v Slovenskih Konjicah, to vrednoto živimo v najlepši možni obliki. Vaše delo vidimo v požarih, poplavah, nesrečah. A še bolj se kaže v tihih, neopaznih trenutkih, v vajah, izobraževanjih, preventivnih akcijah in nenehni skrbi za opremo. Vse to so ure, ki jih javnost pogosto ne opazi, a ravno zaradi njih je naša občina varna. Drage gasilke in gasilci, ponosni smo na vas. Ne le zaradi vaših posredovanj, temveč zaradi vaše povezanosti, tovarištva in zgleda, ki ga dajete našim mladim. Mladi gasilci, ki danes zrejo vas, so dokaz, da se tradicija ne le nadaljuje, temveč krepi, in prav mladi so tisti, ki bodo pisali naslednjih 70 let naše zgodbe. Občina Slovenske Konjice je vas vedno imela zanesljive partnerje in veseli me, da lahko tudi mi prispevamo svoj del s tem, ko pomagamo pri vlaganjih v opremo, prostore in izobraževanje. Zavedamo se, da so investicije v gasilce investicije v varnost vseh občank in občanov in to je naša odgovornost. Ob tem jubileju se želim zahvaliti vsem, ki so kakorkoli prispevali k razvoju gasilstva v naši občini. Tistim, ki ste zdaj med nami in tistim, ki jih danes ni več, a so pustili nesbrisan pečat.
Naj bo njihov zgled trajen opomin, da je nesebična pomoč ena največjih, najvišjih vrednot človečnosti. Drage gasilke, dragi gasilci, hvala vam. Hvala za vaš trud, za vašo hrabrost, vaše srce in vaš čas. Naj vas na vseh vaših poteh spremljata sreča in varnost. Naj bo prihodnost vaše zveze uspešna, povezana in polna nove energije. Iskrene čestitke ob 70-letnici in naj živi in se razvija gasilstvo, solidarnost in naša skupnost, Občina Slovenske Konjice. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod župan. Današnjo slovesnost pa nadaljujemo z gostom, ki slovensko gasilstvo spremlja zares od blizu. Ne le od Ljubljane navzdol, temveč tudi na terenu, med društvi, med ljudmi. V jubilejni kroniki je posebej poudaril, da so občinske gasilske zveze temelj slovenske organiziranosti, znanja in opremljenosti. Med njimi seveda tudi naša, konjiška, ki je bila mnogokrat prepoznana kot zgled. O konjiški zvezi predsednik govori z velikim spoštovanjem. Zaradi odlične organizacije številnih regijskih in državnih dogodkov, dobrega sodelovanja z občino Slovenske Konjice ter seveda predanih predstavnikov, ki aktivno soustvarjajo usmeritve slovenskega gasilstva. Posebej pa izpostavlja tudi 25-letni gasilski muzej Dravinjske doline, edinstven dokaz tega, kako močno v našem okolju cenimo zgodovino in delo mnogih generacij. Zato z veseljem in spoštovanjem na oder vabim predsednika Gasilske zveze Slovenije, tovariša Janka Cerkvenika. Spoštovani jubilantje, gasilke in gasilci, spoštovani visoki gostje. Ja, težko je kaj dodati, pa vendarle mislim, da je prav, da najprej seveda čestitam tudi sam v svojem imenu in imenu organizacije, ki je zastopam, k vaši 70-letnici, k vašim uspehom, k vašemu delu in seveda tudi podpori, kar je bilo tudi že nekaj rečenega. Zagotovo je delo Gasilske zveze Slovenske Konjice tudi v mojem spominu že kar nekaj časa, verjetno več kot polovica te dobe, sem neposredno sosed in spremljam in sem spremljal in tudi danes spremljam vse dogodke, ki so vezane na Slovenske Konjice. In čas mi je in seveda ponosen sem, da je to pot, o kateri pravzaprav se vsi trudimo, da naredimo tisto, kar od nas zahteva skozi javne pogodbe, skozi sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, tisto, kar tudi od nas pričakujejo naši sodržavljani. Zagotovo ste vi tisti skupaj z vašimi društvi, z vašimi operativnimi enotami in seveda z Gasilsko zvezo, ki vas vse povezuje, strokovno usmerja in tudi vodi ob večjih intervencijah, ki dvigujete to raven zaupanja naših sodržavljanov v gasilsko organizacijo. Seveda nam to vsem tudi zelo ustreza, nam godi, pa vendarle zaupanje je, pravijo tako, lažje nekako narediti, ga ustvariti in seveda veliko težje ga je obdržati na nivoju, v katerem pravzaprav potem tudi uživamo te sadove. Ja, v bistvu je vse tisto, kar je bilo povedano, tudi res. Od mladine do najstarejših smo vsi pravzaprav imamo en sam skupen cilj, povezati to dobro delo ne samo na področju gasilstva, ampak tudi na področju sobivanja v naših krajih, kjer živimo in hkrati seveda biti vešč in pa dober v komunikaciji z različnimi dejavniki, tako z neposredno s krajani, z našimi donatorji, z našimi sponzorji, kot tudi vešč v komunikaciji z lokalno skupnostjo. In seveda, spoštovani gospod župan, vsem članom občinskega sveta in seveda vsem vašim predhodnikom iskrena hvala za to vašo podporo in seveda, tako kot je sam predsednik tudi omenil, se želimo vsi
da ta podpora ne izostane in da so lokalne skupnosti še naprej tiste, ki pravzaprav lahko nam omogočajo in morajo omogočati nek normalen razvoj. V lanskem letu smo praznovali 30 let od sprejetja zakona o gasilstvu in ravno ob tem dogodku smo se želeli zahvaliti vsem lokalnim skupnostim, predvsem županom in županjam in seveda tudi članom občinskega sveta, da je naše gasilstvo na tako visoki in zavedljivi ravni. Mogoče samo en medklic, tudi v drugih državah imajo podobne zakone o gasilstvu, pa vendarle pripravljenost in pa vpetost lokalnega okolja v izvajanje javne gasilske službe in v njeno finančno podporo ni taka in seveda se želim, da bi to mogoče v nadaljevanju tudi dosegle. Govorim za našo državo, res smo lahko hvaležni in seveda, če lahko in če zmoremo, potem si želimo, da bomo tudi kot partner v pogovorih z državo, preko naših in vaših seveda političnih vodij, dosegli tisto, kar si v resnici tudi želimo. Pa vendarle obstaja ena razlika izpred 20-30 let. Namreč hrepeneli smo in pričakovali, da dobimo vsaj zavedljivo ali pa eno uporabno opremo, da se vozimo z sodobnimi vozili, da dobimo tudi ostale materialne in ostale pogoje. Vse to smo skozi pomočjo države, s pomočjo lokalnih skupnosti dosegli. In naš cilj, naš fokus v nadaljevanju, če govorim o našem delu v prihodnje, bo zagotovo ostal in postal človek. Plaketo, ki bom podelil ob koncu današnje slovesnosti, izraža zahvalo Gasilske zveze Slovenije do Gasilske zveze Slovenske Konjice in je sestavljena iz lepega števila drobnih koščkov. In vsakdo se lahko poistoveti, da je eden od tistih koščkov in po svoje s svojim delom lahko prispeva za to, da Gasilska zveza Slovenske Konjice lahko tako dobro tudi dela. Pa vendar v središču pozornosti te plakete je lik gasilca. No in na tem liku gasilca, glede na izgubo nekaterih ali pa pomanjkanje nekaterih vrednot v naši družbi, bomo morali delati naprej. In to si predvsem želim, da vsi začutimo to srčnost, to odgovornost, to solidarnost in da smo tudi v medsebojnih odnosih in odnosih z drugimi spoštljivi in da se znamo pogovarjati in znamo tudi delati tako, da si s tem ne bomo oteževali svojega življenja. To naj bo en kratek napotek vsem vam in hkrati, kot rečeno, še enkrat zahvala. Zagotovo pa moje delo na Gasilski zvezi Slovenije ne bi bilo tako dobro upravljeno, sicer potem lahko še tudi kakšno rečemo v nadaljevanju, v državnem srečanju, če ne bi imel tako dobrih in primernih in seveda navdihujočih članov, ki mi držite te vajeti, tudi pomagate držati v rokah. In ne glede na nivo regije, Gasilske zveze, društev, sem vesel te vaše podpore in verjamem, da bomo čez 2 leti in pol, ko se zgodi nov kongres, izbrali pravega predsednika na pravem mestu. Meni pa, če dovolite, se bom pa pustite, da se oddahnem po tem 10-letnem mandatu in da zaživim seveda v svojem društvu, svoje življenje, gasilsko življenje naprej, tako kot je tudi potrebno. Ob vaši izdaji zbornika seveda tudi moj velik poklon in zahvala tako Florjanu kot tudi kolegu Blažu za to, da ste zapisali vse tisto, kar je krasilo in krasi in tudi na nek način dela motiviranost vaših članov v prihodnje. Kolegom iz sosednje države iskrene čestitke in zahvala, da ste se udeležili današnje slovesnosti in moram reči, da sem izredno ponosen tudi na to, da v mednarodni skupnosti, tudi v širši mednarodni skupnosti, žanjemo velike uspehe in pa seveda tudi veliko spoštovanje do našega dela, ki nam ga izražajo države, od katerih smo nekdaj se samo učili in nič drugega. Tako da, jaz mislim, da smo na pravi poti, verjamem, da bomo našli v naslednjem letu tudi veliko modrosti in pripravljenosti, da svoje delo nadaljujemo, ker se pa jutri začne prva adventna nedelja,
pa vam želim vesele praznike in seveda veliko zdravja, osebne sreče in pa smelo v leto 2026. Hvala lepa in na pomoč. Zdaj pa je na vrsti nekaj malega za srce in nasmeh. Na oder namreč prihajajo učenke in učenci osnovne šole Žiče, vsi ponosni, kleni mladi gasilci. Pripravili so plesno točko na skladbo priljubljene skupine Modrijani, vedno pripravljeni. In kot vemo, gasilci vedno so pripravljeni, tudi ko plešejo. Učenke in učenci osnovne šole Žiče, oder je vaš. Takole so nas sedaj dobro ogreli, učenke in učenci osnovne šole Žiče. Dajmo še en velik aplavz spodbuda za njihovo gasilsko pot. Tako, spoštovane gasilke in gasilci, sedaj pa je čas za najbolj slovesen del večera, podelitve. Pred nami sta najprej dva sklopa podelitev, ki ju bomo izvedli ločeno. Vabim že sedaj vse prejemnike, da po prejemu plakete ostanete z nami na odru, da bomo skupaj lahko naredili skupinsko fotografijo do zaključnega sklopa in potem vas bomo seveda z velikim aplavzom vse skupaj lepo pospremili z odra. Plakete bosta podelila predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice tovariš Tomaž Pahole
ter poveljnik Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariš Avguštin Hlasec, ki jo vabim, da se mi pridružita na odru. Spominske plakete ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenske Konjice prejmejo naslednja prostovoljna gasilska društva. Prostovoljno gasilsko društvo Draževas, Prostovoljno gasilsko društvo industrijske cone Konus, Prostovoljno gasilsko društvo Loče, Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice, Prostovoljno gasilsko društvo Tepanje, Prostovoljno gasilsko društvo Zbelovo, in Prostovoljno gasilsko društvo Žiče. Takole, sedaj smo zbrani vsi na kupu in čas je za skupinsko fotografijo. Sledijo spominske plakete sosednjim in pobratenim gasilskim zvezam. Prva po vrsti, tudi po abecednem vrstnem redu, je Gasilska zveza Celje. Takoj za njo Gasilska zveza Laško. Gasilska zveza Radeče. Gasilska zveza Šentjur. Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah. Gasilska zveza Vojnik Dobrna. In še zadnja Gasilska zveza Celjske regije, Gasilska zveza Zreče Vitanje. Plaketo prejme tudi Gasilska zveza Slovenska Bistrica. Gasilska zveza Žalec. Vatrogasna zajednica grada Zaboka iz Hrvaške. Spominsko plaketo podeljujemo tudi predsedniku Gasilske zveze Celjske regije, tovarišu Ivanu Jezerniku.
tudi poveljniku Gasilske zveze Celjske regije, tovarišu Bojanu Hrepevniku. Tako pa smo zbrani vsi tovariši za naslednjo fotografijo. Pevci moškega pevskega zbora Društva upokojencev Adolf Tavčar nam bodo podarili skladbo Tebi le se glasi, samospev Benjamina Ipavca iz operete Teharski plemiči v priredbi Francija Stebana. Nežna melodija in domači glas Ipavčevih del sta vedno poklon slovenstvu, lepoti glasbe in tudi gasilskemu srcu. Po tem glasbenem predahu sledi še tretji in tudi zadnji sklop podelitev spominskih plaket, namenjen zaslužnim posameznikom in organizacijam, ki so s svojim delom pomembno zaznamovali zgodbo Gasilske zveze Slovenske Konjice. Tudi vse vas, prejemnike, prosim, da do zaključka tega sklopa ostanete z nami na odru za skupinsko fotografijo. Ponovno pa vabim na oder predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Tomaža Paholeta ter poveljnika Gasilske zveze, tovariša Avguština Hlasteca, da izvedeta podelitve. Prejemniki spominskih plaket so Blaž Prapotnik, Renata Gabrovec, Mojca Repnik, Florjan Jančič, tovariš Florjan Jančič. Da vam pa prišepnem, torej morda za tiste, ki ne veste,
Blaž Prapotnik, dolgoletni oblikovalec vseh pravzaprav knjig, ki so išle v okviru Gasilske zveze, tiskanih gradiv, ostalih. Gospa Renata Gabrovec, ki se poslavlja od dolgoletnega dela na Rdečem križu Slovenske Konjice. Gospa Mojca Repnik, dolgoletna vodja urada župana, sedaj direktorica občinske uprave Slovenske Konjice, prav tako zaslužna za pomoč gasilcem, in seveda tovariš Florjan Jančič, o katerem pa ne rabim posebej še obrazložitve povedati, saj smo danes povedali že marsikaj, sicer pa res kronist, dolgoletni predani gasilec, ki je zapisal toliko o zgodovini slovenskega gasilstva, da verjamem, da bo preteklo še veliko vode v Dravini, da bomo ponovno dobili takšnega. No, zdaj sem vam malo zaupala. Torej, nadaljujemo s podelitvami. Bojan Podkrajšek je naslednji prejemnik. Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, ki prav tako na različne načine pripomore k delovanju Gasilske zveze. In seveda gospod Darko Ratajc, župan občine Slovenske Konjice. Veliko smo slišali, kako pomembno je sodelovanje občine in župana, že prej od Tomaža, tako da hvala torej sedanjemu županu Darku Ratajcu in seveda tudi vsem predhodnikom, ki so podpirali delovanje Gasilske zveze. In smo že pri naslednji torej podelitvi, to pa je občina Slovenske Konjice. Spominsko priznanje prejme tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izpostava Celje. Priznanje tudi tovarišu Janku Cerkveniku iz Gasilske zveze Slovenije. In za piko na i, seveda spominsko priznanje tudi Gasilski zvezi Slovenije. Čestitke še enkrat vsem prejemnikom in seveda čas je za skupinsko fotografijo. Predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariš Tomaž Pahole ter Avguštin Hlastec in seveda predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Janko Cerkvenik, ki bo podelil posebno plaketo Gasilske zveze Slovenije, Gasilski zvezi Slovenske Konjice. Drage gasilke in gasilci, spoštovani gostje, ob koncu današnje slovesnosti izrekam globok poklon vsem vam, ki ste v 7 desetletjih pisali zgodbo Gasilske zveze Slovenske Konjice, zgodbo solidarnosti, poguma, zgodbo predanosti in srčnosti. Gasilska organiziranost na Konjiškem je posebna prav zaradi ljudi, ki stopate skupaj v najtežjih trenutkih in tudi v najlepših praznovanjih. Kot pravi misel iz jubilejne kronike, gasilstvo ni le služba, temveč način življenja. Naj vas ta večer spomni, da smo močni, ko smo povezani, da je vsak gasilec utrinek upanja in da je kljub vsem izzivom sodobnega časa gasilsko srce tisto, ki še vedno bije za človeka. Hvala vsem za vašo pripadnost. Ob zaključku današnje svečane akademije vse skupaj prijazno vabim na zakusko in prijetno druženje v veliko galerijo Doma kulture in preden zaključno besedo predam
predsedniku Gasilske zveze Tomažu Pakoletu in zaključno dejanje prepustim praporščakom. Vam vsem skupaj želim miren večer in se od vas poslavljam z gasilskim pozdravom na pomoč. Najprej bi se rad zahvalil naši moderatorki današnje prireditve, Tjaši. Da se nekaj asi zdaj. Zdaj namensko nisem dal poljuba, prvič, ker je žena v dvorani, drugič pa, ker imam herpes. Drage gasilke, gasilci, rad bi se vam zahvalil v imenu Gasilske zveze Slovenske Konjice, da ste si vzeli danes čas in prišli k nam proslaviti to 70. obletnico. Mi smo zelo počaščeni. Hvala vsem, ki ste nam prinesli darila, skrbno, ki bomo skrbeli za njih in jih dali v vitrino, ter se spominjali na vas. In se vidimo čez naslednjih 10 let. Jaz upam, da bo tudi takrat z nami naš tovariš, častni občan Florjan, ki ima čez dober mesec dni 90 let, se pravi, takrat bo praznoval z nami vred 100 let. Florjan, hvala.